Potrebno je tudi druženje občanov na lokalnem nivoju in predvsem se nam gre zelo pomembno, da se ohranja identiteta posameznih območij v Mestni občini Ljubljana. Zato v tem kontekstu predlagamo, da bi se morali predvsem urejati četrtna središča in tudi vaška, nekoč vaška, sedaj mestna središča z neko tako zgodovinsko identiteto. Popolnoma se nam zdi pravilno, da Ljubljana postaja moderno mesto, ki se razvija, ampak zelo dobro je pa, da ohranja tudi del duše iz preteklih časov, kar ljudem tudi nekaj pomeni. Pod drugo točko sem želel opozoriti, namreč v Ljubljani je že leta in leta odprto zemljišče za potrebe gradnje NUK2. Trenutno je to kot parkirišče. To kaže na čuden odnos države in mesta do kulture in do univerzitetnega mesta. Glede na to, da se na tej površini nekako ne ve država, ne mesto, kako bi se lotili projekta naprej, je naš predlog, da bi ta prostor, kjer je bila odkrita nekako najbolj bogata dediščina rimske Emone, spremenili v Emonski park. To je bil že moj oseben predlog pred 15 leti na mestnem svetu, ko se je ta tematika obravnavala. Za potrebe NUK2 se pa poišče neka druga lokacija, kjer bo lažje zgraditi zadostno število parkirišč, kamor pač bojo prihajali študentje, tisti, ki potrebujejo podatke iz tehnične knjižnice ali katerekoli. Ena od možnih lokacij bi bila v bližini bežigrajskih univerz, fakultet. Tam se mi zdi, da je še kar dovolj prostora, pa tudi zemljišča so tam nekoliko bolj primerna za gradnjo v globino za potrebe garaž. Pod tretjo točko sem želel razpravljati tudi o tem. V naših depojih se kar veliko izkopanin hrani. Mi predlagamo, da bi se čim več kulturne in arheološke dediščine ohranjalo in situ na terenu, kjer se najde, se pravi, ko arhitektonsko obdelajo nek prostor, posebno še potem, ko se začnejo izkopi, ko se nekaj najde, da se poskuša čim več teh stvari, ki so tam vredne ogleda, nekako pusti na prostoru, se arhitektonsko temu tako prilagodi, da se to vidi. Namreč to so točke, ki so zanimive za turiste. Ljubljana vemo, da se turistično zelo hitro odpira svetu in takih punktov moramo imeti čim več, da se v bistvu turizem ne bo koncentriral samo okrog Tromostovja, ampak da ga potegnemo tudi ven, s tem pa tudi omogočimo gospodarski razvoj mesta. Eno takih primerov je, na Špici se je nekako odkrilo okolišče, Špica je zdaj urejena, pač kakor je urejena, nam se bi zdelo pa zelo v redu, če bi tam tudi se videlo te ostanke okolišča. Zato tudi smo na stališču, da se tržnica v tem momentu ne bi odpirala in se gradilo garažnih hiš pod njo, ker je veliko teh izkopanin se pokazalo spodaj in mislim, da se bo zadeva tako dolgoročno zavlekla, da bi pa potem lahko vplivalo na to, da zgubimo tržnico kot tisto živo dediščino na tem teritoriju. Jaz mislim, da bi okrog tega mogoče me še nekoliko dopolnil gospod Prelovšek. Prav, lep pozdrav. Mislim tudi, kar je gospod Žagar povedal, pravzaprav so v glavnem vse stvari. Jaz bi mogoče samo to poudaril, da Slovenska ljudska stranka je stranka tradicionalnih vrednot, ki skrbi za identiteto naroda in zato nam ni vseeno, mislim, glede na to, kar trdi, mislim, tržaški pisatelj
Boris Pahor, se mi ne zavedamo dosti, da imamo svojo državo in Slovenska ljudska stranka je pripravljena, da bo, mislim, pri tem, da se zgradijo vse državotvorne stvari v Ljubljani. Nam manjka cela vrsta, mislim, stavb, ki so, mislim, ki sicer niso mestna zadeva, ampak mesto to ravno tako sodeluje. Pri tem ena od teh pomembnih stvari je seveda tudi, da se naredi enkrat končen spomenik neznanemu junaku, kjer bojo sploh lahko druge delegacije polagale vence, da se uredi potem neka rezidenca za predsednika republike, ki je ima vsaka normalna država in tako naprej. Tega je še veliko. Mislim, mi smo pravzaprav v vsem tem času smo gradili samo prizidke. Mi se ne zavedamo pravzaprav tega, da imamo svojo državo in da moramo zajedno tudi skrbeti. Ena osnovnih stvari, katerih seveda ni samo stvar mesta, je tudi, kar je gospod Žagar že omenil, je pravzaprav gradnja NUK-a. In tukaj se zdaj zapleta in zelo verjetno kaže, če bo šlo tako naprej, da ne bomo še v doglednem času prišli do te prepotrebne stavbe. Pred drugo svetovno vojno je bilo tako, da je mesto in Banovina skupaj so bili tisti, ki so to stvar gnali naprej. Mesto je bilo zelo aktivno v tem. In jaz mislim, če bo gospod Žagar izvoljen, da bo pravzaprav tudi ta zadeva šla naprej, da se bo nekaj naredilo na te stvari, bodisi, kot je bilo rečeno, ali da se poišče alternativno zemljišče, ker to zemljišče pravzaprav ne ustreza po velikosti verjetno, zaradi tega, ker izkazalo se, da so vse te gradnje, ki so tukaj pod, mislim, med Ljubljanco in Rožnikom, da so ogrožene od podtalne vode, tako se je pravzaprav tudi Cankarjev dom se je postavil posebno, bi lahko rekel, bazen, to se pravi betonski. Isto bo treba narediti, kar ni bilo predvideno, ravno tako za prizidek Hoperi in verjetno se bi lahko zgodilo, da bojo tudi pravzaprav, če bi gradili v globino, mislim, s tem bi seveda uničili arheološke ostanke, ampak bi pravzaprav tudi na sedanjem zemljišču, ki je predviden, bi pravzaprav lahko prišli od tega, da bojo skladišča za knjige pravzaprav ostala v vodi. In tukaj treba zdaj, mislim, ali se da stvar na pilote, dvigne, vprašanje, če bo še dosti velika zadeva. Po drugi strani pa niti ne vemo točno, kaj hočemo, mislim, in mi ne vemo, ali imamo nacionalno knjižnico, ali imamo tehnično knjižnico zraven, ali imamo še humanistično knjižnico. Vse te stvari je treba rešiti in se je treba odločiti, zato, ker stavbni program se je do zdaj stalno spreminjal, zato je tudi to bil eden od vzrokov, zakaj sploh ni prišlo do gradnje že do zdaj. To je ena od stvari, mislim, jih je še cela zadeva, mislim, kot veste, Ljudska stranka dolgo podpira tudi že poglobitev železnice, mislim, kar je nujno. Če hočemo imeti ohraniti staro Ljubljano in zgraditi nek nov center, ki bo, brez katerega Ljubljana ne bo v prihodnosti mogla obstojati, je pravzaprav treba železnico poglobiti in na tem poglobljenem delu pravzaprav zgori se gradijo, mislim, se gradi nov modern center. Do vsega tega ni prišlo, zaradi tega, ker je bilo pred drugo svetovno vojno je železniško ministrstvo v Beogradu preprečevalo poglobitev železnice, zato ker so rekli, da je pač nevarno zaradi bojnih plinov, ker so imeli izkušnje iz prve svetovne vojne, se tega ni naredilo. No, tukaj so potem še cela vrsta drugih stavb, ki jih je treba urediti. Veste, da se je Ljubljana sedaj spremenila eno samo veliko gradbišče, za katerega nikoli ne vemo, kdaj bo se nekaj končalo. Pravzaprav imamo več razredga po Ljubljani, kot je bilo kdajkoli prej. Če bomo zdaj še tržnico dali zraven, bo verjetno Ljubljana se spremenila popolnoma v gradbišče. Vse te stvari so zelo nedoločene, zato ker je zelo dolgotrajen proces arheološkega izkopavanja. Potem je vprašanje, če bo sploh še ista ekipa, ki si zdaj to prizadeva, če bo imela še interes. In jaz mislim, če pride Ljudska stranka pravzaprav na ta položaj, da bo imela svojega župana, bo Ljudska stranka natančno vedela, kaj je treba narediti. In to je tista stvar, za katero se mi zavzemamo. Mislim, veste, tržnice so en tak pomemben prostor, kjer se vsi ljudje srečujejo in pravzaprav, kjer ni samo stavbna dediščina, ampak je tudi recimo etnografska dediščina. Prostor zdaj ni zavarovan, mislim, z nekim aktom, ki bi bil odločen, mislim, to zavarovanje je na ravni spomenika lokalnega pomena. To bo pomen, da ga lahko župan, mislim, spremeni kadarkoli ga hoče, oziroma ga lahko ukine ta akt. To se isto potem imamo še cel kup problemov, da je Ljubljana pravzaprav, kljub temu, da sedanji župan govori, da je to eno najlepših mest,
bi ga jaz enkrat rad povabil, da bi šel z mano si pogledati, da bo videl vso to svinerijo, ki se tukaj nabrala, kako so hiše počečkane, kako odpada omet dol, kako je za Plečnikov Ljubljano, ki je tako, mislim, v katerem imamo toliko zapovedati, ko, mislim, je rimski zid se spremenil v smetišče, kako so stvari pravzaprav uničene, poškodvane in tako naprej. Jaz mislim, da pravzaprav, če gremo samo čez mejo, mislim na Koroško, avstrijsko, bomo videli, da so ta mesta precej drugačna, kot je Ljubljana. To je v glavnem vse, mislim, se tukaj še veliko problemov, ki je bilo treba, mislim, s katerim se bo pač župan moral tudi srečevati. Eno od teh pomembnih je seveda tudi gradnja, mislim, da sprav novega kopališča v Tivoliju, s katero ne bi se rešilo problem Narodne galerije. Mislim, ali bo to, mislim, kako se bo to izvedlo, veste, da so vsi, mislim, domači arhitekti so demonstrativno bili proti temu, zbral je bil nemški projekt, ki je pač kakršen je. In to so vse stvari, ki mislim, da bomo mi znali pravilno ovrednotiti in, mislim, pospešiti. Zato, ker mi se zavedamo tisto, kar je pomembno, kar je odločilno. Mislim, v Ljubljani je 1000 problemov, ampak niso vsi prioritetni, mislim. In mi mislimo, da so prioritetni tisti, ki bodo pomagali k temu, da bo ta država razpoznavna, da bo imela mesto, ki bo resnično prestolnica Ljubljane in ki bo pravzaprav tudi, oziroma, prosite, prestolnica naše države in zato se pravzaprav tudi za našem programu. Ja. Hvala lepa. Tako je. Naš fokus bi bil nekoliko drugačen. Namreč dosedanji župan je imel fokus predvsem v gradnji trgovskih in zabaviščnih centrov. Nazadnje, ko sem še gledal razlago tega OPN-ja na televiziji pred sprejemom, je pač bilo obljubljeno, da se bo še neki trgovski center gradil. V bistvu to je bila edina beseda, ki je v bistvu ta župan takrat povedal za prihodnost Ljubljane. Mi pa mislimo, da so tudi druge zadeve pomembne. Takrat, recimo, zelo se je hitro našel denar za Stožice, preko države, se mislim, da ga še niso operacionalizirali, ampak za ta premik NUK-a se pa v tem mandatu nihče ni nič brigal, ali bomo naredili kaj na tem področju ali ne, je kar obstalo. Mi mislimo, da je potrebno tudi na tem področju kar nekaj narediti. Namreč, ko opazujemo Ljubljano, če se gre tukaj le graditi, kjer je pač Ljubljanca, Barje, so te težave zelo velike. Mi imamo pa v Ljubljani krasna območja Šiška, Bežigrad, kjer pa ti lahko gradiš veliko garažnih nadstropij v zemljo z lahkoto. Tam pa stojijo pritlični trgovski centri z velikimi parkirišči, se pravi dragoceno, kvalitetno zemljišče ni tako izrabljeno, kot bi bilo lahko. Namreč navezujem še to, mi smo tudi v programu predlagali, da se ob obvoznici gre v izdelavo tretjega pasu, ampak ta tretji pas naj se uporabi za hitri javni promet, tirni ali eventualno tudi mogoče avtobusni, ampak bolj bi bil navdušen za tirnega. Da se to spela, tehnično je zelo možno. In v tem križiščih območjih bi se lahko tudi take stavbe locirale. Mislim, da NUK bi bil bolj primeren za Bežigraden, ker so le tam fakultete, v Šiški jih ni. Po vsej verjetnosti bo ta koncentracija prometa ratala na teh križiščih krakov in obvoznice, ker to se že dogaja in temu mora mesto tudi slediti. To bi bilo za danes. Jaz mogoče samo to dodal, kar je gospod Žagar rekel, pravzaprav ena od osnovnih stvari, ki je treba narediti, je treba tudi narediti neko progo speljati do letališča, mislim, povezati mesto z letališčem in to je tudi ena od naših programov. Samo eno tehnično vprašanje, gospod Perovoš, vi ste tudi kandidat za mestno svet? Samo strokovni delavec. Član stranke. Aha, razumem, pomagam, da. Jaz bi klepetal na